postprodukcija, ki jo marsikdo dojema kot obstranski del izdelave filma, mogoče celo kot neko nujno zlo, je v resnici ključen proces pri celotnem nastanku. In jaz sem izredno hvaležen naši montažerki, ki je prispevala levji delež k temu, da je film prišel do filmskih platen. Pri tako obsežnem projektu je potrebno v bistvu že tekom samega snemanja ohranjati pregled nad tem posnetim materialom in v našem primeru je to najprej sicer še kar šlo, potem pa Gordana enostavno ni več dohajala tega intenzivnega tempa, s katerim smo snemali in producirali material. In na neki točki se je dobesedno preselila v montažni studio in je nismo spravili več ven. Pred začetkom snemanja gre vsak prizor skozi več iteracij. Režiser s pomočjo storyboardov razvija svojo vizijo in jo skuša tekom snemanja uresničiti. V editingu potem združimo celo kopico posnetkov, ki so lahko seveda zelo dobri, včasih morda tudi malo manj, v nek tak epski film, ki bo navdušil množice po vsem svetu. Kako gre kaj editing? Kar v redu, no? Zdaj ta scena tukaj, to je pač ta scena z Majem in bila nam končana. Ja, okej, to je kar v redu. Zdaj bi pa rabil v bistvu samo še njegovega najboljšega prijatelja Olifanta, ki tako pride, pa v bistvu spal tako skaklja okrog, se malo lovita. Dobro, čakaj, a treba samo malo prekinem. Če tega sploh ni v scenariju. Zdaj v bistvu smo dodali, no, to v bistvu tako, razmišljal sem, da to bo res ful pomagali vzpostaviti Zmaja kot takšnega prijaznega. In torej se to imaš hitro, no. Rabili bi pa pač hitro, no, pa da dodamo na tale, na prvi reel in gre pa... Ja, okej, zdaj do jutri je to kar veliko dela, zdaj ja boš kaj pomagal? Ne. Jaz imam v bistvu pomembne režiserske obveznosti, tako da grem jaz A lahko tamle koktel? V Gilgaladu smo znani po temeljitih pripravah in skoraj pregovorni obsedenosti z načrtovanjem vseh podrobnosti. To nam je prišlo še kako prav tudi pri tem projektu, pri katerem ni bilo nič prepuščeno naključju. Tako imenovani storyboardi so se izkazali za ključno orodje predprodukcije in so nam pri samem snemanju služili kot neka dobra osnova. Na ta način smo veliko lažje načrtovali postavitev kadra in pa kote snemanja. Je pa treba povedati, no, da so igralci takega kalibra, kot so Ziza, Timijan in Denis, tisti, ki so doprinesli neko iskro. Na začetku snemanja vsakega prizora torej nismo točno vedeli, kam jih bo popeljal njihov navdih, ampak po moje je točno to tisto, kar daje filmu neko posebno kvaliteto. Neo, ti nesrečnik! Kaj si naredil Halili? Ti in tvoj pohlep! Naredil je za srečno prihodnost tebe in Halile. Prosim, ne! Nožem mi groziš lastnemu bratu! Ne! Ti nožem! Truplo na rezilo! Proti strup! Rotor, proti strup! Nimam proti strupa! Ne! Ne, Halila! Prodal sem ga! Ostani z mano! Halila! Ne! Ne, Halila!